Jaz sem probal osebno kontaktirati vse takrat, ko sem mislil, da so bili pač tisti, ko bi pač lahko kaj pomagali. Ne? Pred nadaljevanjem zaslišanja bi prosil za 5 minut dogovora o nadaljnjem zaslišanju. Bil v stiku z gospodom Kučanom, gospodom Drnovškom, pol še v njih, ko so malo nižje bili rangirani. Dobimo en kup drugih podatkov, ki niso relevantni, ki niso pomembni za tematiko, ki jo imamo mi na našem dnevnem redu. Jaz se malo pravičujem, že malo rozika lovi, pa se pozabim. Pa tudi datume, če bom kaj narobe povedal, ne mi kriv štet. Ne moramo mi zasliševati oziroma vabiti zaslišance na to komisijo, da si bo lajšali dušo. Veste, tako v poslu se ravno tako učiš od prvega dneva, ko prideš v službo, pa do konca, vedno še kjer nategne, pol pa si že 20 let v službi, pa si še izigran v kakem poslu. Ne? Torej, gre za prodaje sistemske tehnike vjetrvektorjev. O tem je zaslišanec pravzaprav mogoče v pari stavkih povedal, da nima pojma, da takrat ni bil in tako naprej. Mi smo lahko javno spremljali tudi, oziroma v medijih je bilo veliko tem, da sta gospod Kučan in Kacin hodila v Izrael. Je to povezano kaj s tem ali ste se to vi direktno dogovorili? Veliko kdo je hodil dol v politiko, a ne, mislim, da na Božji grob niso hodili, pa v Betlehemu, pa so obiskovali podjetja. Če pač ocenjujete, da ga jaz kaj nisem pomembnega vprašala iz tega, ga seveda lahko vprašate vi, saj to ni moja komisija. Malar Bognar hod. Kdo? Malar. Kdo je to? Imamo enega znanega v Sloveniji. Slikarja. Jureta Cekuta mislite? Ja, njega mislim. Gospod je zelo bogat v svoji pripovedi. Jaz se počutim, kot da berem Vojno in mir, veliko novih imen tukaj spoznavam, veliko novih dogodkov, za katere nisem zdaj vedel in bom pač rabil nek čas, da to ustrezno predelam, da bom lahko potem aktivneje naprej sodeloval. Ne. Gospa, jaz sem se hotel na koncu zahvaliti komisiji, da mi je dala možnost, da se enkrat olajšam dušo.